Dober dan, to je N1 studio. Bo uvoz poceni mesa prinesel težke čase za slovenske kmete. Naš današnji gost pravi, vsak dan v Slovenijo vozimo za 12 velikih šleparjev mesa in mesnih izdelkov, 4200 na leto. In to nizke kakovosti. Domače meso visoke kakovosti pa izvažamo. V zadnjih tednih ravno uvoz zbija cene mesa v Sloveniji in v težave spravlja domače kmete, ki menijo, da gre za načrtno zniževanje odkupnih cen goveda. Država pa medtem očitno še ni povsem našla ravnovesja med pozivi, da je treba jesti manj mesa, in pozivi kmetov, da je treba rešiti živinorejo pred propadom. Kakšno meso torej jemo in zakaj bi bilo bolje, da jemo slovensko, tudi če morda ni najcenejše? Dober dan, spoštovana gosta v studiu, profesor dr. Aleš Kuhar z Biotehniške fakultete. Dober dan. In kmet Savinjskega, Rok Sedlinek. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. Prek video povezave pa je z nami tudi generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo Maša Žagar. Lepo pozdravljeni, dober dan. Pozdravljeni. Gospod Sedlinek, berem v Kmečkem glasu, da vlada precejšnja zaskrbljenost, da cene goveda skokovito padajo, ampak samo pri nas, drugje so še okoli 5 evrov, pri nas že na 4,45 trenutno. Ali res zaradi uvoza domači in mladi biki in telice ostajajo pred vrati klavnic? Je tudi z vašimi biki tako? Prav z mojimi ne, je pa res, da je v zadnjem mesecu padla cena cirka 40 centov na klavne polovice. Res je tudi, da je naprimer teletna podcenjena, da je bila prejšnji mesec še celo nižja od mladopitenega goveda. Ni pa edini vzrok uvoz, po mojem tudi vzrok, da v tem trenutku kmetje, ki so se mogoče ošteli, ki niso imeli dosti krme, tudi tišijo predčasno z mladopitanimi govedi ven, zato da bi ohranili pač tiste osnovne črede. In na ta način mislim, da je huda težava, ker je na trgu slovenskega dosti in uvaža se vprašljivega tujega. Predvsem z Poljske, ne, zadnje čase? Ja, vse to se nam poraja največje vprašanje. Na Poljskem je večja cena govedine kot pri nas. Koliko je to možno, da pol v naše trgovine prihaja po nižji ceni? To je res neko veliko vprašanje. Kako je to torej možno, dr. Kuhar, kaj se dogaja? Ali gre res za en tak obsežen uvoz naenkrat z Poljske? Kmetje pravijo, da bo v bistvu vsa ta količina, ki zdaj sem prihaja, znana šele čez en mesec ali dva. Zakaj? Ja, zdaj svet je v bistvu že nekaj mesecev, da ne rečem let, v enem zelo burnem dogajanju, ekonomskem, političnem, če hočete, ne, situacije so res zapletene. Tako da majhen trg, kot je Slovenija, in trg je zelo občutljiv, v bistvu ne gre za trg, ki bi bil koherenten v smislu sposobnosti zaščite pred takimi tržnimi manipulacijami, takimi tržnimi, bi rekel, provokacijami celo. In seveda zaradi tega slovenski kmetje, živilska industrija in predvsem kupci tudi kasiramo, dobimo kar precej takih zgodb. Zdaj, Poljska je seveda v zadnjih desetletjih naredila velik korak v smislu posodobitve tehnologije in predvsem izrazito velikega izvoznega preusmerjanja, in seveda tak majhen trg, kot je Slovenija, na drugi strani tako velika država, kot je Poljska, ki so se zelo močno spremenile izvozne relacije zdaj, se pravi, ima težave z izvozom svojega obsežnega blaga. Slovenija pa tukaj res zelo privlačna, nažalost, lahko celo rečem malo provokativno država, ker tega konsistentnega, močnega povezovanja med kmetici, med rejci živali in mesnopredelovalno industrijo, predvsem na področju mesa govedi, drugje je malo bolje, piščanci in tako naprej. Skratka, tega ni in smo privlačni. In te, ki jih je prej omenil gospod, se pravi, da je na Poljskem odkupna cena višja kot v Sloveniji, je seveda izraz ali pa odraz tega, te provokativnosti, se pravi, dampinškega uvoza, kjer je Slovenija prav magnetna destinacija za take pojave. Kakšne posledice pa to lahko še ima? Slišimo, da so cene pač pri nas nizke, druge pa ne. Kakšne še posledice lahko to ima? Ja, tukaj se potem lomi vsa ta razmerja. Trgi, kmetje, živilska industrija, to so precej taka krhka razmerja. Vsak tak signal, impuls, nerealno nizke cene ali pa nerealno visoke cene, potem ta načeloma stabilna razmera, si jih želimo, ta razmere potem razmajajo. In to so dolgoročne, potem spet tržne procedure, procesi, da pride spet do neke poštene, ravnotežene cene. Ključen cilj bi seveda mogel biti to, da se ohranja konkurenčne kmetijska podjetja, tudi živilsko-predelovalna podjetja,
mesno predelovalno industrijo in seveda zagotoviti eno tako obrambno koalicijo, če hočete, ne. Ker moram res izpostaviti, ne, v tem trenutku je svet v gradnji novih relacij, ne, in nebogljenost na področju skrbe s hrano, ne, zagotavljanje prehrane za ljudstvo, ne, za ljudi, je seveda izrazito velik problem. Gospod Sedminek, želeli ste prej? Res je tudi, da ne samo poljsko meso. Slovenija je dejansko kot majhen trg neorganiziran strani proizvajalcev in predelovalcev, zmerom nek dampinški žep, ki nas udarja, pa ne bo to francoski, ker preko velikih trgovskih verig pridejo preko Lidla francoski kmetje s tržnimi viški, preko Hoferja pa nemški. In tu se nam zmerom odziva in jaz mislim, da bi bilo smiselno, da bi vlada začela razmišljati tudi o nekih omejitvah. Je pa res, da v preteklosti so naši županje gradili trgovske verige, trgovske centre, ki nam pa danes povzročajo največje težave, ne samo kmetim, ko smo posledično zadnji v verigi, predvsem predelovalcem v tem trenutku, ker morajo odreagirati in spustiti cene, se ne gre drugače. Gremo zdaj k predstavnici vlade. Gospa Žagar, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano seveda spremljate to dogajanje zadnje tedne. Kaj ste ugotovili? Ali gre po mnenju države za anomalijo in kaj pravite na to, kar pravi gospod Sedminek, država bi morala začeti razmišljati o omejevanju? Ja, jaz mislim, da sta predhodnika že pravzaprav dobro naslovila ključno težavo. Eno je to, da je slovenski trg seveda zaradi svoje majhnosti in pa tudi nepovezanosti akterjev v teh verigah zelo ranljiv. Ranljiv je v okviru globalnega trga, pa seveda notranjega evropskega trga. Zdaj, da so trgi volatilni, da cene nihajo in da na tak majhen trg, kot je slovenski, vpliva že en šleper robe, to pač je dejstvo, ampak tega se treba resnično lotiti majčkeno bolj dolgoročno. To pa je pravzaprav resno s povezovanjem v verigah, s povezovanjem pridelovalcev, s predelavo in s tem, da bo slovenski potrošnik imel na policah slovenske proizvode. Ne? Tako da to je tek na dolge proge in je tek na dolge proge promocija slovenskih proizvodov in pa zagotavljanje le-teh. Torej, tek na dolge proge, pravite promocija, kaj še načrtuje ministrstvo? Poglejte, mi imamo v novem programskem obdobju precej spodbud. Spodbud tako za konkurenčnost, tako za prilagajanje teh verig oziroma pridelovalcev za eno ne samo tržno pozicijo, ne, ampak oziroma za višanje konkurenčnosti ali pa ohranjanje konkurenčnosti v sektorjih, ki so že konkurenčni, ampak zato, da se kmetijski sektor bolj usposobi, da je bolj robusten, odporen na različne izzive. En so seveda tržni vidiki, drugo so podnebne spremembe, prilagajanje na podnebne spremembe, tako da ta robustnost v verigah oziroma v slovenskem prostoru se bo morala obrestovati. In mi bomo vlagali v to in je tudi namen, seveda na koncu pa, da pridemo tudi do slovenske hrane na naših policah. Promocija tega je vzporedni proces. Vemo, da potrošniki pravzaprav tudi krojijo tisto, kar pride na trg, in to je vzporedno in to mora biti sinhronizirano. In interes celotne verige se mora izkazati. V tem država pa lahko to s svojimi inštrumenti in pa finančnimi podporami, ki jih skupna kmetijska politika nudi, podpre. Gospod Sedminek, zadovoljni z odgovorom, s tem, kar država načrtuje? Glejte, jaz se bojim, da bojo ti ukrepi samo blažili. Jaz sem že pred 10 leti opozoril, mi moramo začeti z resno strategijo, ki bo ohranjala kmetijstvo, ki bo ohranjala podeželje, ki bo preprečevala zaraščanje, ki bo strategija, mi moramo si naliti enkrat čistega vina, Slovenija ima naravne danosti za živinorejo, nima za poljedelstvo, približati se čim bolj vsem tem stvarem, da izkoristimo sonaravno, živalim prijazno, da zadovoljimo vse spektre in na tak način skupen nastop, ko bo strategija enkrat drzna, ko bo zasledovala svoje cilje, potem bomo imeli pa rezultate. Mi lahko prepričujemo potrošnika, lahko vzgajamo otroke, ampak morate vedeti, stanje, ki je v državi, je slabo. Ljudje danes gledajo, kakšna je cena, ne skod pride, pa kaj pride.
In to je tisto, kar moramo. Mogoče imamo pa srečo v tem delu, ko v javnosti vidimo, da bi nas nekateri radi naučili, da bi začeli iti hroščeke, prehrambene navade ljudi pa ne bomo spremenili. Slovenci smo pač na prvem mestu je svinjsko meso, na drugem mestu govedina in pa vse ostalo. To je še pa ena sreča, ko pa je dolgoročni proces, da bomo spremenili navade ljudi. Ja, v bistvu eden od vaših kolegov je bil na nedavni novinarski konferenci, bom rekel, še bolj slikovit. Glede tega je rekel, eden od predsednikov kmetijskih zadrug se je sprašal, kaj bo s kmetijstvom, če bomo vsi vegani. Zaključil je s prepričanjem, da 1% prebivalstva ne more diktirati ostalim 99%, kaj morajo jesti, tako da očitno vlada... Hujše je to, ko mene prizadane, da nekje s 24-letnim izkušnjem se danes sprašujem, če še znam kmetovati, pa če delam prav. Prilagajamo se vsem evropskim uredbam, delamo na zmerom boljši način, boljši tržimo. Danes pa pride eden na ulico v Ljubljani, pa boš zna, ko snes dobo izobrazbo v šoli, pa bi rekel tradicionalno iz roda v rod svoje znanje in pa znanje mojih prednikov. Ja, v bistvu se nam na vseh področjih širše v življenju dogaja to, doktor Kuhar, vaše misli ob tem? Ja, jaz bi najprej se obesil, če tako rečem, na izjavo gospe iz ministrstva, pohvalim to, da govori o robustnosti celotne verige, ker seveda, če želimo iti korak naprej v večji trdnosti, moramo govoriti o kmetijstvu in živilstvu kot skupnem kompleksu. In ta povezanost dejanska, na dolge proge je druga stvar, na katero bi se obesil, je bilo omenjeno, Ta dejanska povezanost je seveda potrebna, nujna in definitivno moramo danes začeti na to podstopiti, bi mogli že sicer pred desetletjem, ampak je boljše tudi, da danes. In ta koherentna povezanost potem omogoča sledenje nekim pozitivnim ciljem, ki jih imamo recimo na področju te suverenosti in ne nazadnje tudi, kar je gospod Sedminik omenil, se pravi prilagajanje podnebnim spremembam in tako naprej. Dobro, mogoče bi še treba, da bi država, vlada začela razmišljati, mi smo izgubili paradnega trgovca, da bi z državnimi podjetji ustanovila paradnega trgovca, ker mi dejansko danes imamo same tuje trgovce in trgovec lahko na koncu pripelje uvoženo meso, da po akcijski ceni, našega pa istočasno dvigne, pa ne bomo prodali ničesar. Pa lahko se trudimo mi in predelovalna industrija, ko ne bo sprememb na trgovskih policih. Gospa Žagar, država morda razmišlja o tem, seveda ni to samo stvar vašega ministrstva, to je stvar neke širše debate, pa vendarle? Ne, težko bi rekla, da seveda to tudi presega. Kot ste pravilno ugotovili, eno ministrstvo. Jaz bi mogoče se nekoliko vrnila na to, kar je gospod Sedminek povedal glede strategije, strateškega pristopa in se popolnoma strinjam, da je potrebno imeti strateški pristop, da je treba upoštevati vse faktorje, ki vplivajo na to in pa predvsem, ko govorimo o trajnosti, ker to se zelo veliko operira s tem izrazom, tu je treba upoštevati vse tri vidike, to pa je ekonomski oziroma ta dohodkovni ali pa konkurenčnost, če želite, okoljsko-podnebni in pa družbeni vidik. Zdaj, uravnotežiti vse te tri vidike, da smo uspešni pri neki strategiji, je pa zelo težko in zahteva vključitev širše družbe in tudi družbeni konsens. Namreč mi vemo, če zdaj govorimo o živinoreji in konkurenčnosti živinoreje, ta sektor v resnici je konkurenčen, in mi se moramo zavedati, kakšne so naravne danosti Slovenije, kakšna je tudi tradicija uživanja mesa in pa, ko govorimo potem o strateškem pristopu neke trajnostne živinoreje, je potrebno upoštevati resnično vse vidike, od tega postopnega prehoda, prostorske umestitve, ekonomskega vidika, tržnega, pa seveda okoljskega in podnebnega. In to vse zraven je pa spremljajoč dejavnik, pa potrošnik slovenski.
Ja, doktor Kuhar, vi ste bili na eni od zadnjih sej odbora za kmetijstvo v parlamentu zelo slikoviti, predvsem pa so vas očitno tudi poslanci pozorno poslušali, tako se mi je zdelo, ko sem gledal to razpravo, so bili kar pozorni. Govorili ste o siceršnjem problemu uvoza mesa in mesnih izdelkov, o tem, zakaj Slovenci s takim veseljem posegamo po cenenih izdelkih, ni nam pomembno, odkot je, kako je prišel do nas, samo da je najcenejši. In poglejmo, kaj je o tem v naši oddaji povedal okoljski znanstvenik z Univerze v Amsterdamu, dr. Žiga Malek. Mi lahko zarežemo v uvoz in poskrbimo, da bodo naši kmetje lahko, da kmetje bodo pridelovali, kar jim bomo plačali. Če bomo mi plačali na tono mesa, bo njihov interes pridelati čim več mesa. Če jim bomo plačali za kakovost mesa, jim bo v interesu pridelati kakovostno meso. Ampak tudi se moramo mi potrošniki to zavedati. In pogosto slišimo, tudi slovenski strokovnjaki in agrarni ekonomisti so presenečeni, kako je Slovencu v bistvu samo pomembna cena, se pravi, koliko evrov za kilogram, niti ne pa toliko kakovost. Tako da ne, zmanjšana poraba, kot sem še enkrat rekel, to je lahko win-win situacija, torej zmaga za slovenske govedorejce, zato ker bo manjši pritisk na njih, bo pa to slabše za trgovce. Bomo pač zarezali malce v uvoz, bo treba voziti manj karme. Vi ste omenili, ja, seveda, velik del slovenskih kmetij je v tako imenovanih območjih, kjer ni možno nič drugega. Jaz prihajam iz Kranjske gore, živalo zorepisal, da tla so tam slaba, obdani smo z vršaci, zima je dolga in praktično nič ne raste, uspeva pa govedoreja. In jaz nočem zdaj, da bi nekem kmetu iz Srednjega Vrha nad Gozmartunkom rekel, ne smeš več gojiti goveda, ker ti ukrepi ne smejo biti osredotočeni na te kmete. Imamo pa mi po drugi strani farme v nižini, kjer je več tisoč glav goveda v neživljenjskih pogojih in ker se hrani izključno s krmo iz Brazilije. In to so te anomalije, na katere mi moramo ciljati, ker imajo veliko večji okoljski vtis in ker to nima smisla. Zdaj, če dam en primer, kakšne so anomalije v našem prehrambenem sistemu. Naši kriptomilijonarji, v kaj so vložili najprej denar, ko so prodali svoje deleže v tisti kriptomenjalnici? Kupili so ogromno kmetijo v Cerkljah na Gorenjskem. To se samo vidi, kam je denar. In če pogledamo, kam so vložili denar tisti Nemci, ki so izropali Adrio Airways. Kupili so zemljo v Boliviji in sedaj gojijo govedo. In v bistvu je to zelo dobra prispodoba, ker tako govedoreja kot letalstvo in kriptovalute imajo zelo velik okoljski vtis, ampak to samo kaže, s kakšnimi igralci se tu srečujemo. Tako da še enkrat, jaz tukaj ne bi ciljal na kmete in pogosto ta interesna združenja, recimo prehrambena industrija, bo uporabljala kmete kot žrtve, v veliki meri pa temu ni tako. Tako da še zmeraj pravim, za slovenske kmete se lahko nič ne spremeni, kvečemo lahko izboljšamo njihove pogoje, jaz si to želim, ker mi jih potrebujemo tudi za ohranjanje naše krajine, jih potrebujemo za pridelavo kakovostnih in tradicionalnih izdelkov, ki so del naše kulturne zavesti, konec koncev. Ne potrebujemo pa teh masovnih kmetij, masovnih farm, ki v bistvu proizvajajo samo poceni meso, včasih vprašljive kakovosti. Gospod Sedminik, malo ste odkimavali, ko ste poslušali to izjavo. Zakaj? Mislim, da smo z gospodom Kuharjem obe dva odkimavala, ker smo, mislim, da v tem področju, glede na mojo izobrazbo, pa da je gospod Kuhar, jaz sem tehnik, on je pa doktor. Ampak vsi vemo, da mi smo imeli proizvodno vezana plačila, o tem, kar govori gospod, proizvodno vezana plačila so res najbolj poštena do kmeta, ampak niso zaradi nas ukinila. Ukinila so se predvsem zaradi raznih sporazumov, eden izmed njih je Mercosur, ki nam dela veliko težavo, čisto po domače povedano je pa to, lejte, če mi ne bomo uvozili drugih živil iz tretjih držav, pač ne bo Evropa prodajala avtov v tretjih državah. In to je to. In vse, kar je gospod rekel, je malo smešno. No? Mi se borimo v Evropi, ko nimamo pregleda, pri nas so zahteve močne, nadstandardne, uvaža se pa brez vseh teh standardov. Ker pač trgovina je tista, ki diktira tempo tudi Evropi na koncu. Svetovna trgovina in tukaj je težava. Tukaj bi mogla Evropa na nek način zahtevati za svojega potrošnika enake standarde. Mi smo pred leti bili deležni, da so iz Afrike uvozili pomaranče, v Italiji so jih predelali, pa je bilo narejeno, v Evropi pa je bil džus. Ampak to ni to. To ni to. Je še pa ena stvar, ki je pa res pomembna. Morate vedeti, da akteri, tako je rekel, evropski delajo težave v tretjih državah in proizvaja razne stvari in jih uvažajo potem v Evropo. Vi, doktor Kuhar, se strinjate z doktorjem Malekom, ki pravi nekako, če bi pojedli manj mesa, ne bi bilo toliko uvoza. Je res tako? Ja, ne, to je preproščina, romantična. Nekaj stvari je bilo tle preveč, bi rekel tako,
natresenih ob spoštovanju, seveda energije in znanja gospoda, ampak verjamem, prepričan se, da premalo pozna slovenske razmere in gleda to čez optiko realne globalne slike, ne, ki je takšna, kot jo on predstavlja, ampak jo napačno projicira na slovenske razmere. Če bi Slovenci, absolutno se strinjamo, da ljudje v tem trenutku na svetu pojemo preveč mesa. Tukaj ni nobenega dvoma. Meso kot surovina je iz megafarm, ne, gospod tudi omenja megafarme, v Sloveniji nimamo farm z več tisoč glav živine, razen če štejemo perutninarske seveda, ampak pot je zelo lokalno specifična, ne. Se pravi, mi moramo v Sloveniji, glede na danosti, glede na pogoje, glede na, bi rekel, potencial, ki ga imamo, se izogibati takih generaliziranih na svetu, ki prihajajo seveda in so naslovljene na globalne izzive. V Sloveniji moramo sami najti svojo pot, če hočete, ne. Uvoz zmanjševati z zmanjševanjem zauživanja mesa, v Slovenijo prihaja predvsem ceneno meso, ne. Se pravi, meso, ki je pri Slovencu preferirano, če se bo zmanjševalo, vprašanje, kdo bo to zmanjševal, katere kategorije se bodo zmanjšale. Običajno zmanjšujejo zauživanje mesa predvsem bolje situirani ljudje, ki, ne, skratka, tukaj je veliko enih poenostavitev in romantičnih pogledov čez globalna očala, ne. Tako da jaz na nek način se strinjam s tem, globalna slika je podobna, kot je gospod opisuje, nobenega dvoma ni, projicirati pa to, bi rekel, energijo, ta način reševanja na slovensko realnost je pa napačno, narobe in je škoda, ker je seveda pa potrebno začeti reformirati. Globalni prehranski sistemi se bodo morali transformirati v smeri trajnostnih oskrbnih verig. V Sloveniji smo daleč bi rekel, na tej poti, ne, prakse sicer vedno še lahko izboljšujemo, so pa pri nas kmetije majhne, če bomo hoteli trojno trajnost doseči, se pravi tudi ekonomsko trajnost, ki bo potem posledično zagotavljala obdelanost krajine in tako naprej, je pa potrebno celo nasprotno, mi moramo povečevati kmetije, če želimo, da bodo konkurenčne, da bodo vse te pritiske in zahteve dosegali. Tako da ta lokalna specifičnost, če zaključim tak pač komentar, je zelo, zelo presneto pomembna in seveda pri takih natresanih, seveda pogosto naredimo zelo velike napake in škodo v bistvu potrebni razpravi. Razprava na tem področju je potrebna. A so vas, gospod Sedminek, zmotili pozivi premija Goloba, da je treba jesti manj mesa? Lejte, kot je že gospod kuhar povedal, pa verjetno se tudi na komu pozna v Sloveniji, da je meso, lejte, na koncu meso je včasih, predvsem perutnina, cenejko zelenjava. In tako je bilo rečeno, jaz sem že pred 10 leti pozival, hrana bo neke vrste modna muha, prestiž, kvaliteta se bo dvigovala. Ampak to, kar govorimo pa v globalnem, ne, mi kljub temu, da imamo najmanjši vtis, da imamo lokalno, nikjer pa ne prodremo kot kmetje tudi, ali pa kot zadruge, da bi prodajali, ne vem, v domove za ostarele, v šole. Se pravi, tukaj zmerom pride neke cenejše stvari, cena vpliva na te stvari. In tole tudi, ko je bilo rečeno, da so kriptomilijonarji kupili posest, niso kupili zaradi tega, da bojo kmetovali, oni ohranjajo tam kmetovanje, zaradi tega, ker so po mojem na ta način zavarovali svoj denar, ker je zemlja tudi poleg zlata neka varnost na dolgi rok, a ne. In se ne morem strinjati in me res, se pa strinjam, definitivno pestrost hrane, zelenjave, pa tudi na koncu meso ima svoj pomen. Ampak še nekaj, je že bilo večkrat iz naših strani povedano. Mi smo lahko zelo veseli, ker tako raznolikost, ko imamo mi različnih produktov, od zelenjave, sadja, mesa, vseh stvari, nekateri na tem svetu nimajo in Mnogi ne, in kvaliteta, mislim, naša, da je večja. Bi se pa mogli vprašati, ne, to pa ni bilo omenjeno, ne da ga samo uvozimo, mi najboljše meso tudi izvažamo. To je pa čist cena, ker je pa v tem trenutku naša predelovalna industrija ni konkurenčna in prodajajo nas ven, ni konkurenčna zaradi trgovine, prodamo kvaliteto, pa še ena stvar je, mi imamo izbrano kakovost, mi imamo smernice, moramo še pa poudariti nekaj na masnih bilancih, da se pa špekulanti ne bojo mogli zakrivati zadeve, bomo točno vedeli, ker pol se bo pa vedeli, če je 100 kil, je 100 kil, ne pa da je 100 kil, 400 kil rata. Gospa Žagar, ali država načrtuje kakršnekoli ukrepe in katere, da bi nekako ljudi pripravila, prepričala, da kupujejo vendarle slovensko meso, da morda tudi, če stane kakšen evro ali dva več,
da tisti, vsaj ki si to lahko privoščijo, dejansko kupujejo slovensko, da jim država pojasni, zakaj je to tako pomembno? Ja, to sem že omenila, ne, program promocije. Mi imamo zakon o promociji, ki spodbuja ravno to, delamo tudi na drugih segmentih, tudi preko ukrepov skupne kmetijske politike za večjo prepoznavnost lokalno pridelane hrane, nenazadnje s shemami kakovosti, tudi izbrana kakovost je bila omenjena. Pa še enkrat bi se vrnila na to, ne, povezovanje v kmetijskem sektorju je resnično naša šibka točka in vsa promocija ti ne pomaga, če na koncu potrošnik nima kaj izbrati, ne, če ne pride do teh produktov. Če mogoče samo še komentiram to, res je, ne, romantike ni v tem sektorju, v kmetijstvu ali pa sploh pa ne na globalnih trgih oziroma za eno tako Slovenijo, kot je majhen trg. Plačevanje na tono mesa pa žal že nekaj časa tudi z vidika Svetovne trgovinske organizacije ni možno, to je gospod Sedminek povedal, omejevanje uvoza, zapiranje mej na notranjem trgu in podobno. Mi moramo resnično izboljšati domače razmere, ne, in se mi zdi, da je tu ravno tudi povezovanje kmetov, ne, v verige, pa predvsem ta informacija do potrošnikov, kaj pomeni lokalno. To ni samo bolj dozorelo, bolj zdravo, boljše, ne, to ima različne pozitivne učinke. Ja, predvsem je pa hitro pri nas, a ne, doktor Kuhar? Ja, Tega se morda premalo zavedamo. Ja, jaz bi kljub vsem eno stvar je bilo potipano že malo, pa kljub temu izpostavil, ne, Slovenija v zadnjem desetletju in pomembne posledice so zaradi tega doživela eno, bom kar rekel, popolno razrušenje razmer na trgu z živili, se pravi malo prodaje. Trgovinski sektor je praktično neprepoznaven v zadnjem desetletju, kjer močno dominirajo seveda globalizirane mednarodne trgovske verige, ki uspevajo tudi drugod po svetu, ne samo v Sloveniji. Seveda s tem so se dostopnost hrane in kategorije hrane, ki v Slovenijo prihajajo, drastično spremenili. In to bo ne samo, mi zdaj govorimo o ekonomskih posledicah tega, se pravi, ko s prodorom teh verig, globalnih verig v Slovenijo, se pravi, trgovinska veriga vedno za sabo vleče tudi svoje dobavitelje, ki ustrezajo cenovnim, profitabilnim, kakovostnim standardom tem verig, ki seveda Slovenci te tovrstnih produktov ne znamo proizvedeti dovolj ali pa ne, jih ne proizvajamo sploh, a ne. In s tem se seveda močno spreminja krajina, trgovinska krajina, potrošniki dostopajo do teh živil, globaliziranih, anonimnih živil, izredno nizke, prenizke cene, kar ima seveda v prvem koraku posledice na ekonomiki. Slovenska kmetijsko-živilska veriga seveda s težavo ali pa sploh ne vstopa v te trgovinske verige. Dolgoročno, kar po mene zelo skrbi, bo pa seveda to vplivalo na zdravje populacije, na zdravje ljudi, ker seveda tukaj enostavno so določene kategorije živil, nižje, srednje kakovosti, enostavno prepoceni, ne. In mednje sodi tudi ne meso, jaz bi predvsem izpostavljal mesne izdelke nizke kakovosti, a ne, ki praktično v celoti prihajajo iz tujine. Poljska, Madžarska, tudi Nemčija, ne, in to je za potrošnika tako privlačno, ne, da je enostavno ta pritisk, za ta pritisk treba zelo močno izpostavljati tudi zdravstvene vidike, poleg vseh teh, ki jih lahko naziva kmetijsko ministrstvo. Tako da tukaj je prišlo do velikih sprememb, pa ne, in trgovina definitivno je, bi rekel, zadnji igralec v tej verigi, ki močno vpliva na to, kaj je v verigi proizvedeno, po kakšni ceni odkupljeno, na drugi strani seveda tudi, kaj je potrošniku ponujeno. Tako da tukaj nedvomno je treba tudi reflektor usmeriti v trgovinske prakse, v prakse in izpostavljati, da seveda Slovenija ni trg, ki je, bi rekel, najbolj privlačen za to, da se vsi prigrizki, slani, sladki, mesni izdelki najnižje kakovosti plasirajo. Tukaj pa je refleks potrošnika pomemben, ki pač naj začne to zavračati, ne? Ker trgovec bo pa hitro nehal ponujati, če potrošniki tega ne jemljajo s police. To stalno ponavljamo, ne? Ampak zgodba je zapletena in nujno je potrebno iti na to dolgo pot. A bi morala država, gospod Sedminek, ne vem, še več storiti pri označevanju? Da bi ljudje še bolj jasno, od kod je
odkot prihaja, kje je bilo predelano, kje je vzgojeno, tako naprej? Se masne bilance prinašajo to. Mi smo imeli leta 2008, ko sem jaz v marketu vzel goveji kotlet, pa sem videl, da je od mojega soseda, pa je vse bilo naveden gor. To se je pol s časom vse umaknilo, umaknilo se je pa po mojem mnenju samo zato, da se lahko špekulira. Ker to smo že imeli. Slovenija je to leta 2008 ali 2010, to bo gospod Kuhar bolj točno vedel, smo imeli. In to je ena izmed stvari, ki je dejansko, ne. Pa lahko govorimo, da je šlo v radiusu 20 km, se je govedo zredilo, se je predelalo, pa se prodaja v tistem. Tukaj je najmanjši vtis, ne. Ja, tukaj je neizmerno treba izpostaviti, se pravi, nedvomno treba izpostaviti, da nekatere trgovinske verige močno zavračajo označevanje porekla. In je prav, se pravi, model, kako je možno prodajati izdelke, kjer ni napisano, kdo je proizvajalec, pa je napisano, za koga je proizvedeno. Tukaj je ta transparentnost, sicer pri mesu, mesnih izdelkih to ne velja, ampak pri ostalih kategorijah živil, kar pomeni, da trgovina ima intenco potem, nekatere kategorije trgovine ali pa nekatere verige, imajo intenco k temu, da zmanjšuje transparentnost in s tem dejansko izkoriščajo to, ker današnji potrošnik komu najbolj zaupa potrošnik v verigi. Župnik, če hočete, tisti, ki mu najbolj zaupa, je trgovec. Ljudje smo blazni na trgovce zaradi ekstremne komunikacijske in marketinške investicije, ki trgovina vlaga v oglaševanje svoje, bi rekel, božanskosti, če se malo pohecam, ampak zadeva zelo resna. Ljudje smo zgubili zaradi intenzivnosti komuniciranja, oglaševanja, stik, kdo je tisti, ki hrano pridela, kdo je tisti, ki jo predela, ne. Poglejmo malo reklamne bloke, kakšne neumnosti trobijo oglasna sporočila trgovskih verig nekaterih. Tu bi jaz potem kar zaključil z gospod Žagar, vaša bo zadnja. Ali torej država načrtuje kakšne ukrepe v tej smeri, o čemer smo se ravnokar pogovarjali z gostoma v studiu? Tako tudi masne bilance v tem kontekstu so zelo pomembne, na tem se prav tako dela. Jaz mislim, da je potrebno to transparentno informacijo, o kateri je govoril dr. Kuhar, v resnici pripeljati do potrošnikov, je pa seveda ni pa enostavno, ravno zaradi okolja, ki ga je prav tako ravnokar opisal, ne. Tukaj so različni prijemi, zdaj jaz lahko samo to povem, naše meritve oziroma raziskave, ki se spremlja, tudi promocijske aktivnosti, kažejo na to, da so potrošniki občutljivi oziroma da pozitivno jemljajo tudi te promocijske aktivnosti, ne vem, za izbrano kakovost, za lokalno in tako naprej. Tako da s tem bomo nadaljevali bomo prav tako z masnimi bilancami, se strinjam, transparentnost označevanja porekla je ključna informacija za potrošnika in bi pa še enkrat dala poudarek na povezovanju, na verigah in na tem, da je treba podpore v prihodnem obdobju res smiselno usmeriti v en strateški razvoj sektorja oziroma z enim širšim pogledom in za to, da bomo v Sloveniji na koncu imeli več slovenske hrane. In tu bomo naredili piko, bomo seveda spremljali vse ukrepe, ki jih bo država izvajala v tej smeri in seveda tudi njihovo učinkovitost. Gospa Žagar, najlepša hvala in lep pozdrav na ministrstvo. Hvala lepa, nasvidenje. Hvala pa tudi spoštovana gosta v studiu, gospod Sedminek, dr. Kuhar, najlepša hvala, da ste prišla na N1. Hvala za povabilo. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse zadnje informacije v zvezi s tem, kaj jemo, koliko stane in kako kakovostno je, sproti objavljamo tudi na naši spletni strani n1info.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.